NN podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke. Z mano je danes pisateljica Ana Schnabel. Zdravo, hvala za vabilo. Hvala, ker ste prišli. Najprej, kako ste? V redu, pa tudi precej nervozna. Zdaj, ko sem me pozdravila, mi je v bistvu trip zlezel v grlo. Ne. O tem, kako vi opisujete telesnost v povezavi s čustvi, kmalu še prideva k temu. Velja. Zanimivo, da ste na ta način opisali. Bom najprej vprašala tako z žargonom naših športnih kolegov. Jutri vam izide tekst na Guardianu. Kakšni so občutki? Utrip je v grlu in to že pravzaprav cel teden, ker mi je urednica napovedala, da bo objavljen early this week. In pa se človek sprašuje, kaj je to early, a je sreda še, a četrtek še velja, ali je za njih teden nedelja. No, zdaj vem, da je pač petek ta usodni dan. Počaščena sem, vesela sem, malo sem iz sebe, ne morem verjeti. Čestitke. Danes je namreč četrtek, ko snemamo ta podcast, objavljen bo pa podcast čez vikend, takrat ga bojo poslušalci poslušali in gledalci gledali. V tem tekstu za Guardian pišete o tem, kako so med vojno v Bosni begunci prihajali v Slovenijo, oziroma o vaši izkušnji, o tem, da so bili begunci v vašem stanovanju, da ste sprejeli begunce. Na koncu zaključite, da bi si želite vprašati te ljudi, ki jih imenujete sicer z inicialkami, ne s polnimi imeni, ali jim je naša skupnost, ali so zaradi naše skupnosti lažje dihali? In to je iskreno vprašanje. Jaz žal sem stike z njimi izgubila. To je bilo v času pred socialnimi omrežji, pred internetom. Preden sem se začela naučila zares tekoče pisati pisma in z dekletom te družine nisem ostala v stiku. Pa sem in tja iščem na internetu, ne, in bi rada zastavila to vprašanje. Zanima me, ali je bilo potem lažje oditi v Nemčijo, no? Ker pač njihov končni cilj bila Nemčija, jaz tega sicer nisem vedela takrat. Sem zvedela še dan ali pa dva pred tem, ko so odšli. In ja, samo upam, no, da so se ustvarili normalno življenje. In vlečete vzporednico z današnjim časom in tudi s tem, kako begunce sprejemajo nekateri v Sloveniji dan danes. Ko pogledate nazaj, mi smo bili takrat najstniki, vi ste še mlajši od mene, a je s temi otroškimi očmi, kot smo gledali, ali pa najstniškimi na ljudi, ki so prihajali, zdaj kot odrasli verjetno bolj razumemo, na kak način so oni se počutili, ko so prišli v našo družbo. Zagotovo. Čeprav tudi jaz nisem naiven otrok. No. Pa tudi sem ta generacija, ki je, zdaj če rečem, da sem izkusila begunski val, se to sliši zelo pretenciozno, ne. Obdana sem bila z begunci iz Bosne. Tako da sem dozgodi razumela, da tle nekaj ni okej, da ti ljudje trpijo. Ne. Zdaj sem pa to tudi opoment, razumem na nek drugačen način, vem, kaj jih je pregnalo, vem, da je tudi da je bilo nekaj rasizma, etnonacionalizma, druge težave. Ne. Jaz sem takrat čutila njihovo trpljenje v osnovi. Danes vem tudi druge stvari, ampak ta tekst se ukvarja tudi z neko drugo platjo, ki se meni zdi pomembnejša. Mogoče skušam zelo subtilno opozoriti na to, da je pravica do samoodločbe, sicer res legitimna, ampak da to pravico oziroma to željo po samoodločbi naroda, da postane nacija, vedno utemeljuje tudi nek impuls, ki je pa bistveno nevarnejši, kar se je Sloveniji tudi zgodilo v končni fazi. Želeli smo samostojno Slovenijo, oziroma so želeli naši predniki ali pa celo generacija mojih staršev. In iz tega impulza se je v enem delu populacije rodil nekaj drugega, nekaj bistveno nevarnejšega. Nacionalizem. Tako. Ko ste prej opisovali srce in tako naprej, nekaterih stvari ne moreš reševati z besedami. Žalostno je to seveda, ampak ko se telo zapre, se zapre. To je iz vašega pisanja, iz kratke zgodbe MDMA. Česa, Ana Schnabel, ne moremo rešiti z besedami in kako se telo zapira? Vi zelo radi ali pa zelo pogosto v svojih knjigah opisujete v bistvu čustva s tem, da opišete, kaj se v telesu dogaja. To je tako kar rdeča nit, hočem reči, to vam kar ostaja, čeprav so vaše knjige zelo raznolike in o tem, o čem pišete, in tudi stil pisanja, k čemur tudi še prideva verjetno. Ampak to pa mislim, da je skupno, da zelo veliko
čustev opišete na način, kaj se takrat s telesom dogaja. Kako to in kako pomembno je to, da vemo, kaj se v telesu dogaja? To se meni zdi resnično. No? Saj občutki so vedno visceralni, se vedno zgodijo nekje zunaj tvoje glave. Tudi, ne? Glava je v bistvu, če rečem zelo vulgarno, neke vrste anus emocije. Ne? Tukaj se ti šele zaveš, kaj se dogaja, ampak se je že zgodilo v tvojih okončinah, v tvojem trebuhu in podobno. In meni se zdi pomembno se odmakniti od koncepta govorečih pa mislečih glav v književnosti. Misleča govoreča glava je v končni fazi neka zapuščena literarna moških, ne? Ki so ustvarjali like, ki veliko premišljujejo in veliko vejo. Ne? Mislim pa, da si resnično zaslužite drugačne metode in to je pač en izmed predlogov, kako postaviti lik, mu dati eno telo, neko razsežnost, ki je pomembna tudi. Pa tudi izhajam iz sebe, sklepam, da. No. Jaz sem izjemno občutljiva oseba, tako fiziološko, fizično občutljiva. Človek, ki je občutljiv na hrano, na mraz in podobno in sem to izkušnjo pretopila v pisanje. No. Na mraz? Izjemno. Jaz tudi se najdem tle. Torej, se čustvo, če malo lahko razdelamo, to, kar me zanima glede vašega pisanja, se čustvo najprej začuti v telesnem, šele potem kot misel, recimo. Pred kratkim, pred parimi leti sem prebirala nek članek. Avtorice ne poznam več, vem, da je bila avtorica, ki se je ukvarjala s tezo, da je naš želodec bolj oživčen od naših možganov, oziroma naš solarni pleksus, ne naš želodec, ampak ta predel našega telesa. In se tukaj v bistvu rojevajo tisto, kar mi imenujemo emocije, potle, ko se naši možgani zavejo, pa to razporedijo v neke kategorije. In težko rečem, kaj je res, ker nisem nevroznanstvenica, sodim pa po svojih izkušnjah. In tudi jezik do emocij ne more, se mi zdi, toliko natančno dostopati. Zato pa se jaz tudi obračam k telesu, pa popisujem te telesne simptome, ker se mi zdi, da bojo mogoče bralci prepoznali, o čem zares govorim. Da tesnoba je eno ime za veliko pojavov, ampak se pa lahko na zelo različne načine javlja. Sreča enako, zaspanost enako, v končni fazi tudi čustvo, ampak je počutje, ampak tako da ja, to je... Kje vaši liki občutijo ljubezen? Odvisno od tega, kakšni stopnji je. Zaljubljenost, grlo, grodnica, želodec, ljubezen je pa verjetno bolj hrbtenjača. Ja. Vaša je knjiga kratkih zgodb Razvezani, vaš je roman Mojstrovina, to je, ukvarjate se z Novorevjašem, z urednico, z informacijami za udbo, je pa to v bistvu roman o prevari oziroma o nezvestobi tudi, in vaša je psihološka kriminalka Prima, ki pa v bistvu ni kriminalka. Načrtno tako raznolik repertoar? Ne, jaz sodim med tiste ljudi, ki samim sebi nočejo, ne morejo postaviti pike. Pojma nimam, kdo sem, ampak v bistvu sledim nekim impulzom in idejam, ki jih imam. Imam ogromno lažnih predstav o sebi, nimam pa ene lažne predstave o sebi in mislim, da so moje knjige izraz tega, da se ves čas spreminjam, pa da sem izjemno ambivalentna. Je pa tisto, kar te knjige povezuje, kot ste rekli, na eni strani visceralnost pisanja, pa to, da eksperimentiram z jezikom ves čas, da skušam uloviti ta že nesekva resničnosti skozi jezika. Sicer pa, veste, zadnjič mi je bilo zelo všeč, ker ste Jedrt vprašali, zakaj. Jedrt Maležič? Ja, tako ja. Zakaj piše? Ker mogoče imam odgovor na to. Kar. Končno po vseh teh letih, ko se ukvarjam s pisanjem, če ga lahko tukaj ponudim, pa mogoče lahko tudi vsem odgovorim posredno vprašanje, zakaj tukaj raznolike knjige. Jaz sem blazno ambivalentna oseba. Na eni strani se čutim kot absolutna posameznica in se mi zdi kakršnokoli združevanje, pa tudi skupnost me majčkeno upira. Po drugi strani sem pa valjda tudi socialno bitje in ves čas stremim k temu, da bi bila del skupnosti, da bi pripadala. In pisanje je zame
ena taka varna metoda vstopanja v svet. In jaz svetu vse čas ponujam različne inačice same sebe in ugotavljam, katera izmed njih se bo zares obdržala pa prijela med ljudmi. In to mi te različne knjige omogočajo. Mogoče sem veliko bralcev razočarala, ker nikoli ne vejo, kaj bojo dobili. Hkrati je pa to tudi moja svoboda. Dober odgovor. Nekaj podobnega je, nekaj, kar se prej omenili, je Jedrt Maležič tudi rekla v zvezi s tem, da ne vemo, kdo smo, oziroma da si pripovedujemo mite o sebi in da je prav, da se to zavedamo, da imamo mite o sebi. Tukaj je mogoče tudi neka podobnost. Kar se sloga tiče, veliko praktično vseh intervjujih vas sprašujejo o slogu, ker se res razlikujejo. Ga izberete namensko, racionalno? Kako se odločate? Pride kot neka bolezen. In kot neko obolenje, ki se ga ne morem znebiti. Kar je mečkeno srhljivo, zato ker sem se, recimo med pisanjem zdaj zadnjega romana, ki še ni šel, zavedla, nekje tekom pisanja, da se počutim, kot da me nekdo sili v nekaj, česar nočem zares početi, ampak je to zdaj prava izbira, je to pravi način. Pa nočem tega mistificirati, samo imam blazno malo kontrole nad tem, kaj se dejansko zgodi. Pridejo liki, pride ideja in tudi tema in na to se kar nekako naravno naveže nekaj, česar si jaz nisem zares zdaj zelo suvereno izbrala. Se pa trudim potle za nazaj seveda popraviti in premisliti, a je to še ustrezno, a se še strinjam s tem, ali ima učinke, kaj želim doseči in podobno. V intervjuju za Delo ste rekli o Plimi, o romanu Plima. Moj namen je bil do neke mere tudi širiti slovenščino, čeprav se bodo ljudje morda zgražali, ker je v knjigi toliko kurcev in fucking shitov. Ampak to je realna materija našega jezika in jo je treba izkoristiti do maksimuma. Ste dobili kakšno pritožbo že na ta račun? Zaradi kurcev in fucking shitov? Ne zares. Sem pa opazila, da je Plima ena izmed tistih knjig, ki ljudem ugaja, če ji dajo priložnost, če ji pa ne dajo priložnosti, jo pa odložijo. Ker je slogovno mečken zahtevnejša. Zelo, zahtevnejša je. Oziroma zahtevna. In je tako, kot da bi morali verjetno nek genom tega pisanja posvojiti. Tako kot če gledaš nek blazno, počasen, novovalovski film francoski, ti najprej nič ni jasen, pa se ti je mal pritenšaš, ampak ko enkrat zaštekaš kaj spet ta že nasakva zadeve, ti pa steče. In mislim, da je Plima na ta način zgrajena. Vi sicer živite v Kamniku, ampak otroštvo ste preživeli, vsaj del otroštva na obali. Tako in na obali se Plima tudi dogaja. Kakšna je razlika med Kamnikom, Ljubljano pa v volivcih? Kamnik je trdnjava krščanske Slovenije oziroma NSI-ja. Obala je verjetno leglo neoliberalcev, pa morda tudi kakih malo odsvetelih socialistov. Mislim, da se v tem blazno razlikujeta, v temperamentu se razlikujeta, v govorici se razlikujeta, v mikrokulturi, se pravi, kako sprejeti goste, kaj gostom ponuditi, kako sosedi ravnati in podobno. In v bistvu meni ustrezata oba svetova. Meni periferija ustreza, če sem čisto iskrena. Nisem toliko mestni človek. Zaradi nekega občutka samote, ki si ga lahko človek poišče? Ja, pa tudi na periferiji si res potopljen v neko realnost. Ljudje, ki živijo v mestih, v svojih levo-liberalnih mehurčkih, verjetno ne vejo, kaj se zunaj njih dogaja. Jaz pa se družim, oziroma ne družim, potopljena sem v neko drugo stvarnost. In to blazno veliko pomeni, ker pač ohranjam stik s tistim, o čemer se mnogi radi pogovarjajo samo na kavah. Salonski levičarji. Tako. Živite s fantom, 2 psicama in mačkom. In živali so vam zelo pomembne, ne? Izjemno. Zakaj? Ker sem ne samo ambivalentna, ampak predvsem anksiozna oseba, me živali pomirjajo. Tukaj gre za čisto sebičen vzgib. Energija živali ob meni je ultimativna pomiritev, prosti čas in tudi preprosto zanimive so mi. Nočem jih
personificirati, ampak me res zanima, kako delujejo, ne, ta malo drugačna čuteča bitja. Veliko svojega časa jim dam, no, res. Dajo pa veliko tudi nazaj, ne sproščajo. Ja, zelo veliko. In po mojih izkušnjah tudi odnose med samimi ljudmi spreminjajo, naredijo bolj mehke. Ne vem, če sem dobro povedala. Ja, mislim, da je to res. Ja, lahko so predvsej navdihujoče tudi. Recimo moja psica Lana je malamutka, ne. In za malamute velja, da so trmasti in ona seveda je izjemno trmasta. In jaz sem se od nje marsikaj naučila. No, ona je v bistvu moj značajnik, kako gradi, ker jo opazujem v trenutkih, ko se ona nekaj odloči in od tega ne odstopi. Ker ve, kaj je dobro za njo. Ne? Recimo, spomnim se enega dolgega sprehoda, ko smo se spuščali z nekega hriba in ona ni mogla več, ni hotla več, ni bila utrujenost, ampak dosti je imela in se je potem ulegla v senco in smo tam čakali 1 uro, da se je pes spočil in smo šli naprej. In to se mi je zdelo, ta pes meni je skušal naučiti, kaj pomeni vzeti si nek prostor. Ne? Tudi če zagnojiš popoldan vsem, evo. Si spoštoval sam sebe. Tako, ja. Kaj pa druga psica? Lucy je pa, kot pravi moja tašča, Lucy se pa ves čas dela, da je ni. Ne? Ona je pa zelo pretkana, taka lisička je, border collie. Bila sem rada ima goste, ker od njih dobi vso pozornost na svetu. Ker v bistvu potrebuje veliko pozornosti, ampak pri meni in pri mojem partnerju že ve, da je pač tega ne bova nudila v nedogled, ne, da pač obstajajo neke meje. Tako da je taka mala cipica, no. Ljubim jo, ampak je res zelo pretkana. Ona poje vse, kar vidi, vse izbrska, polna je nekih nakan. Kaj vas ona uči? Ne bom rekla eksploatacije drugih, no, ker bi bilo to grdo. Mislim, da podobnega, samo na mečken drugačen način, no, izkoristiti trenutek, ker res ona izkoristi te goste, ki jih dobiva. Ne, to priložnost. Evo, ta carpe diem. Nekoč ste rekli, da so vas knjige, branje izgradile v avtonomno osebnost, tudi s to samostjo, s tem, da je človek, ko bere sam. Kako je ta samost, a vendarle neosamljenost, pomembna za izgradnjo avtonomnosti? Verjetno zelo, ne. Ampak odvisno, kakšen je človek, ko je sam. Ne? Odvisno od kapacitet za introspekcijo, samorefleksijo. Jaz dvomim, da če nisi ustreznega temperamenta, samota zares lahko gradi neko suverenost. Ne? Jaz sem izjemno introspektivna oseba. Ne bom lagala, jaz večino časa premišljujem o sebi, ko sem sama. Ne? Šele ko grem v svet, me začnejo animirati, intrigirati druge stvari. In se zato tudi dobro poznam. No. Enkrat mi je sicer nek kolega očital, da reči kaj takega ne bi moglo biti bolj pretenciozno. Ne? Ampak mislim, da je res. In tudi rada priznam svoje napake, svoje primanjkljaje in tudi svoje odlike v končni fazi. Če se vrnem nazaj. Če ljudje nimajo primernega temperamenta, bojo v samoti postali pač le bleda senca samih sebe. Ne? Ker so to ljudje, ki potrebujejo druge impulze in jih ti impulzi gradijo, ne? In se lažje pogajajo za svoje mesto v svetu ob teh impulzih. Jaz pa tega v bistvu ne potrebujem zares, oziroma potrebujem malo manj, no, bom tako rekla. In če imamo pa temperament, ki to samost dopušča ali pa mu celo paše, pa lahko ta samost na nas vpliva na kakšen način? Kaj nam da? Eno širino. In to je nenavadno. Ne? Kljub temu, da se veliko ukvarjam sama s seboj, ko sem sama, da sem sama sebi na večji projekt, me to na nek način ves čas širi. Jaz sem zaradi tega bolj, ne manj empatična. Ne? Zdaj, če bi bila jaz mogoče oseba z neko narcistično motnjo in bila veliko sama, bi me to zapiralo za svet. Ne? To pa, da jaz sebe hranim na način, ki je meni naraven, me pa za svet odpira. Zato, ker razumem samo sebe, bolj razumem tebe, kamermana. Ne? Vse mislim si, da lažje vstopam potle v druge. No? In knjige odpirajo te svetove. Ne? Zagotovo, tudi morajo jih, no? Sicer niso kaj dosti vredne. V kratkem filmčku o 5 slovenskih avtoric ste med drugim rekli, pred par leti je bil ta filmček narejen,
da literatura zelo težko, da opažate, da literatura zelo težko posreduje užitke, da dolgo niste videli literature, ki bi to v redu počela, ne? In da se vam zdi v tem oziru impotentna. Še vedno, ali ste vmes našli kakšno, ki bi dobro užitke opisovala? Ne, žal sem naletela na več vulv, ki se lepijo na stegna, kot pa na literaturo, ki bi znala posredovati užitke. No. Na to, ne vem, če se... Totalne sodbe so vedno precej nevarne, a ne? Pa recimo sem malo mlajša, mogoče malo naivnejša, ampak ja, že način, kako je seks opisovan v literaturi, kako je predajan naprej, it doesn't fly, kot bi se reklo. Okay, zakaj to pisateljem in pisateljicam ne gre, po vašem mnenju? Zakaj imamo tukaj težavo? Zaradi sramu, verjetno. Aha. Je to s tem povezano, da zdaj sem se pa lahko se ugriznem v jezik. Pravkar berem Eni Arnaud, njen prevod, Suzane Koncut, Dogodek in drugi spisi. In njej, kljub temu, da ne piše neposredno o koitusu, uspe posredovati neko veselje, nek ta jouissance v odnosu do seksa. Z minimalnimi sredstvi in tako zelo mimogrede, ampak začuti se, da ona obožuje seks. Tudi da imamo en ta primer in nje ni sram. Ona tudi zelo ne benevolentno, ampak frivolno razpolaga z izrazi za ženska spolovila, moška spolovila, mislim, se samo dve, ampak ogromno nekih izrazov pozna, ogromno nekih metafor tudi sklaplja na seksa. Pogosto določene druge dejavnosti primerja z orgazmom in podobno. Se pravi, v tem smislu sproščena. Sproščenost. Ja, pri nas, sploh v Sloveniji, je pa ali je seks opisovan kot neka dominacija nekoga nad nekom drugim, ali so pač spolni organi tako malo prekosmati pa prevlažni, da bi bili res privlačni, pač nekaj zmanjka. Ali je ful tega, te vulgarne naslade, ker recimo mnogo ljudem, bralcem, ne dogaja zaresno. Zdaj dogajanje posebej izbrana beseda, pa vendar. Ali pa sem toliko flat, toliko sterilno, da ne pride skozi. Ampak sram je tukaj. Ja. Bojimo se tega, da bi pokazali užitek. Okay. Mimogrede, odkje priimek Schnabel? SCH ni zelo pogosto v teh krajih. Ne, obstajata pa dve varianti. Še je SCHNABL, kot Julian Schnabel. Sicer jaz sem z njim v nekem daljnem sorodu. To izvira z avstrijske Koroške. Sicer moja družina, oziroma moji predniki so prišli v Kamnik, da bi tam postavili keramično tovarno in se potlej naselili in začeli male šnable vzgajati. In jaz sem ena izmed teh. Malih šnablov. Vasja Jager vas je v mladini pred 5 leti v naslovu imenoval Ana Schnabel, pisateljica za konec patriarhata. Kje vse ta patriarhat še najdemo, ker konec ga še ni? Ne bi o mikronivojih, zato ker tih detajlov je preveč. Mogoče o tem, da statistika nasilja nad ženskami še vedno narašča, oziroma je sploh med korono predvsem narasla. Ko sem se na ta pogovor pripravljala, sem šla še enkrat pogledati statistiko na stran Vrhovnega tožilstva, ampak sem že pozabila, kakšna je. Mislim, da se giblje tam okoli 20 žensk na leto, od korone dalje. Se pravi, femicid, govorimo o femicidu, se pravi, o boju žensk, Če se ne motim, se vaša knjiga, ki jo zdaj pišete, tudi s tem ukvarja, z družinskim nasiljem. Tako, ja. Nad ženskami. Tako. Pripovedovana je sicer z vidika priče žrtve, ki postane žrtev samo enkrat, pa takrat odločilno. Ampak ja, družinsko nasilje je ta tema, ki me precej zaposluje, nasilje nad ženskami. Tudi sicer v bistvu je mogoče kot ena rdeča nit. Mislim, so tudi v vaših drugih knjigah, lahko govorimo o nasilju takem ali drugačnem. Je nasilje nekaj, o čemer razmišljate veliko? Zelo veliko, ker lahko asociacije delim. V začetku 2000 je šel, oziroma
bil na ogled nek zelo slab film Stigmata in jaz sem si iz tistega filma zapomnila z izjavo glavne protagonistke Jesus is all around us, if you lift a stone, you will find him. In z nasiljem je isto. Psihično, fizično, sistemsko. Spolno nasilje v bistvu prežema našo resničnost. In zato se mu je nemogoče izogniti. In jaz, ki sem recimo, da na neke krivice, pa na neka zatiranja, predvsem občutljive, to seveda opazim in me, ne bom rekla intrigira, ampak me vznemirja. Zelo, zato se pač temu, ko stopim v svet, s tem se veliko ukvarjam. No? In sem se tudi odločila, da bom iz tega impulza ven zgradila eno zgodbo. Ker je zanimivo, da teh zgodb v književnosti ni veliko. Ne vem točno, čemu to pripisati, ampak sumim, da gre spet za en sram, ki je mogoče povezan z recepcijo, ker bi se avtorice ali pa avtori bali, in tudi jaz se tega bojim, da bi se te zgodbe povezovali z mano. Aha, da bi ljudje, bralci, mislili, da pišete o sebi? Ja, ker mislim, da nekateri med nami ne radi postajamo praporščaki določenih gibanj. Jaz si ne bi želela, da postane to zgodba o meni, tudi, a pa namigovati na to, ker je zame knjiga vsem platforma za neke druge glasove, zbir nekih drugih glasov. Če ti postaneš potem zastavonoša, se recimo, da ta intenca mečkam zgubi. No. Mislim, da je s tem povezano, ne bi radi tega, hkrati pa tudi težko je o tem pisati. Res težko je o tem pisati. Pač, in najti primeren jezik, ki bi dobro zajel grozo, pa izoliranost, ki pritiče ljudem, ki so žrtve nasilja, je velik podvig. No. Jaz sem se v bistvu skozi 102 leti prebijala, da sem prišla sam do ene strukture, za katero lahko rečem, da stoji. No. Očitno je, da veliko pač tudi researcha, raziskave posvečate, a ne temi, ki se jo lotite. Kaj ste tukaj, kaj bi recimo tukaj tema preučevanja, ko ste se odločili za to? Cikl nasilja zlasti. Ker v javnem diskurzu se nasilje nad ženskami obravnava kot nek unisem event, oziroma ne unisem, enkraten dogodek, ki nima nobene zgodovine in nikamor ne vodi zares. Ampak mislim, da je treba o nasilju nad ženskami razmišljati ne samo sistemsko, ampak tudi časovno, v času. Se pravi, da so storilci na eni strani žrtve, in to potem tudi reproducirajo v svojih odnosih in da so bile žrtve že prej žrtve po veliki verjetnosti, oziroma se tako kažejo raziskave, in se potem zatekajo v odnose, iščejo razmerja, ker se lahko ta beli šum spet ponovi. Mislim, da gre tukaj tudi za eno težavo, ki jo treba nasloviti, da smo ženske, pavšalna sodba je to, no? I will take it easy, ampak to je res pavšalno, da smo ženske socializirane v trpljenje, moški pa v nasilje in bes. In če je moški žrtev nasilja, bo seveda to reproduciral kot nasilje, ženska pa kot trpljenje. In si bo lahko zato poiskala pač razmere, ki to, kar že pozna, utrjujejo. Meni se bo enkrat precej strašljivo pogovarjati z kolegico, ki je socialna delavka in je več kot dekado delala na oddelku za družine nekje na obali. In mi je rekla, da je v tistem času izdelala preko 100 varnostnih načrtov za ženske, držala se ga je samo ena. In mislim, da ne razumemo, koliko težko je prekiniti cikel, v katerem vztrajajo ti ljudje. In da treba začeti zelo zgodaj, to zelo zgodaj prepoznati v končni fazi, ker na neki točki je prepozno. Seveda. In učiti tudi ženske, mlade, otroke, in tudi kaj je nasilje, storilce, vse, kako ven iz tega cikla. Seveda. Rehabilitirati vse, ki so vključeni v to, ker nekje treba pač ta gordijski vozel presekati. In recimo zelo cenim to, kar počne Društvo za nenasilno komunikacijo, ki veliko energije vlaga v rehabilitacijo storilcev, ker jaz sem res velika praporščakinja rehabilitacije, ker brez tega se lahko družba poslovi v bistvu od humanosti. No.
preuzgajati ljudi v humanost, v nenasilje. Ne? Za vse bralce in bralke, poslušalce in poslušalce, epidemija v senci, ki jo odstirajo glasovi žrtev, je en od člankov v rubriki Poglobljeno, kjer smo pisali o teh stvareh, če si želi kdo podrobneje prebrati, tudi kaj pravijo nevladne organizacije, kaj ugotavljajo ljudje in kako v bistvu se kako lahko je pasti v nek nasilen odnos, ker se namreč nasilje nikoli ne začne s tem, da te nekdo premlati na mrtvo, ampak se začne z malimi, malo po malo, običajno storilec. Zelo gradacijo gre. Ja, tako in v bistvu žrtev težko že sama prepozna, sploh če ni bila vzgojena v to, da prepoznava. Pa veste, kaj tudi se mi zdi velika težava, ne? Monogamni odnos, oziroma ideja zakona in ideja skupnosti, v katero družba ne sme penetrirati. Ne? Ko se večinoma ženskam, to zgodi, bi rekla, da je dodatna teža še njihova izoliranost. Ker ni tako, kot da lahko one zdaj prosto razpolagajo s to izkušnjo in tudi družba ne bo intervenirala v to izkušnjo, ker je to izkušnja, ki se tiče dveh. In s tem smo naredili veliko škodo, ne samo instituciji, razmerij, ampak žrtvam. V eseju, v knjigi Antologija tesnobe, za katero je esej prispevalo veliko avtorjev, pišete tudi o tesnobi, oziroma o neki svoji o travmatičnosti, recimo odraščanja. Kako nas odraščanje zaznamuje, kako vpliva na naša čustva, kaj kot odrasla pisateljica ugotavljate, kako težko se nam je znebiti v bistvu otroštva? Zelo težko. Vse to, kar se je posedalo spet v naša telesa, nas spremlja. Jaz lahko, mislim, da čisto prosto priznam, da že pol svojega odraslega življenja hodim na psihoterapijo. Predvsem zato, ker bi rada postala zares odrasla, ker mislim, da sama ne zmorem. In kar sem opazila je, da da je moja zgodovina spletla neke krogotoke nevrološke, po katerih jaz v bistvu zelo samodejno ravnam, pa zelo samodejno čustvujem, pa se zelo samodejno odzivam na stvari, kljub temu, da je resnično čisto drugačna. No in te cikle spet, pač te krogotoke prekiniti it takes a lifetime, bi rekla, in quite an effort. Zdaj, če se pa še pač nekemu običajnemu, pa varnemu odraščanju, karkoli že pridruži še neka travma, je pa to še toliko težje. Pričemer bi poudarila, da jaz kot travmatičnih dogodkov ne obravnavam kar vseh. Mislim, da ne smemo inačiti tega, da te je enkrat učitelj v šoli ponižal s tem, da te garbajo kot psa doma, ali pa da te nekdo spolno zlorabil. Spet ste omenili na to, da v bistvu da se nam naseli v telo, da se nam naši občutki, travme, karkoli se nam je zgodilo, da se v bistvu naseljuje naše telo, naš nevrološki sistem. Vi kot avtorica, kot pisateljica se s tem res veliko ukvarjate, s čustvi, z občutki. Zdaj, kako jih hendlate? Jaz vas sprašujem zdaj nekaj, kar mogoče ni, vas ne sprašujem kot psihologinjo ali pa psihoterapevtko, seveda ne, ampak sprašujem vas kot pisateljico. Kaj ugotavljate? Kako jih hendlati, kako ne potiskati? Ker čutiti ves spekter čustev, dobra, tako rečemo pač v zahodni civilizaciji, ta lepa čustva in tudi takih zahodnih civilizacij rečemo to, kar si jih izogibamo. Torej, kako čutiti ves spekter, ker naše telo čuti vse. Ja, vse. Lepa in ta grda. A imate tle kakšen odgovor? Ne, če imam pameten odgovor. Edino, kar sem opazila, je, da bi morda, kar se tiče negativnih občutij, morali poskrbeti za to, da previdno odbiramo, katera bomo spustili v javni prostor in katera ne. Nujno jih je čutiti in se z njimi ukvarjati in jih reflektirati, pa tudi odločiti, kaj je zdaj javna zadeva in kaj ni. Jaz imam do špricanja emocij tudi precej zadržko, ker je to lahko ne samo za okolje, ampak tudi za posameznika precej slabo, ker dobi napačen feedback in se potem utrdi še kak drug simptom itd. Vem to, da se pri ljudeh, zlasti pri moških, ki se ne ukvarjajo s svojo emocionalno resničnostjo, to slej ko prej sprevrže v resentiment. In če prevrtimo nekaj let naprej, imamo tukaj pred seboj
Jeznega moškega. Jeznega desničarja. V intervjuju za Mladino ste rekli, prav tesnoba je moj osebni motiv. Zame je znak, da nekaj ni v redu in da je treba ukrepati. Stanje je treba razumeti, grešiti in na to v prihodnosti delovati z znanjem, ki ga je ta izkušnja dala. Nedavno sem se zavedla, pod kakšnimi hudimi družbenimi pritiski brez izhodnosti živim in sem se odločila, da zavestno delovati zoper to, preprosto nočem postati proizvod svojih okoliščin, če jih pa lahko premagam. Sliši se enostavno, Pa ni, ne. Sliši se enostavno. Ne vem, kaj sem hotela. Ampak kako zavestno delovati zoper to, da postanemo, recimo, da ko začutimo tesnobo, da ostanemo v tej tesnobi. A ne? Kako zavestno, vi ste že rekli in meni je to super, da ljudje tukaj pri meni v podcastu ali pa kjerkoli druge javno povejo, da hodijo na psihoterapijo, ker se mi zdi to super. Detabuizacija, se ni nič takega. Detabuizacija, ampak čim več ljudi bi morali hoditi, v resnici. Ne? Ampak na kak način delovati, biti aktiven, ne? Da nekako postanemo akter svojih življenj in da ne ostanemo, ne vem, stranska vloga v naših življenjih, kar se nam lahko zgodi. To ste lepo povedali. Blazno težko je. No. Meni se zdi, da je iz leta v leto starejša, ko sem težje, ker je treba spogajati toliko enih izključujočih se dejavnikov v življenju. Mene osebno, ne morem podajati splošni sodb, ki bi veljale za vse, ampak mene mogoče moje nezadovoljstvo vse čas mečken rešuje. Zato, ker svoje življenje tako vse čas mečken malo uravnavam, popravljam, zaznavam, da to ni okej. Pa ker sem pač nagnjena k katastrofalizmu, zelo hitro opazim svoje napake in se tudi hitro lotim potem, hitro jih sprejmem, no? In se hitro lotim Sanacije, popravkov, ja, basically. Ampak, če skušam biti konkretna, sploh ne znam biti konkretna, ker je to toliko govoriti o življenju, se mi zdi včasih neko mlatenje prazne slame. Ja, vsi vemo, o čem se pogovarjamo, ampak ne najdemo nobenih konkretnih primerov za to, kaj dejansko počnemo. Jaz si, to je najbolj vprašanje avtonomije, za avtonomijo prizadevam v tem smislu, da me ni sram vsaj pred sabo priznati česa, kar mogoče ni družbeno potrjeno, pa ker se mogoče ne sklada z pričakovanji, pritiskom, ki ga doživljam. Pričakovanji mojih bližnjih v končni fazi. Biti kar se da resnicoljubna in to je ful težko. Ne pravim, da sem. Ampak trudite pa se, kar se mnogi ljudje ne, ker je lažje reči, jaz sem dober, vsi ostali so grozni do mene. K sreči nimam vseb niti mal idealističnega gena, zato ker sem pač katastrofalistka. Se pravi, jaz v sebi ne vidim toliko lepote, ne zares, ampak veliko sivin. Veliko se ukvarjate prav s tem, kdo so čolnički, ki jih premetava in kdo so galeje, oziroma kot piše, mislim, da na zadnji strani. Plime. Ja, so ljudje čolnički in ljudje galeje. So ljudje čolnički in so ljudje galeje. Kdo so ljudje čolnički in kdo so ljudje galeje? Ja, ti ljudje, ki se ne poznajo, so ljudje čolnički, ljudje galeje pa ti, ki se trudijo poznati, ki se trudijo poznati same sebe, pa s tem mogoče ne obremenjujejo drugih preveč. In v bistvu vse čas tudi v svojih knjigah se s tem ukvarjate, ne samo Plimi, v bistvu se s tem ukvarjate tudi v romanu Mojstrovina. Ja. Protagonistka v bistvu lahko veliko tega najdemo v njej. Kako priti k eni inačici same sebe, ki ti je bolj podobna kot prejšnja mogoče, v tem smislu. Zdaj, ko sem rekla, da so ljudje galeje tisti, ki se poznajo, jaz ne vem, če je treba s tem znanjem kaj narediti. In tudi ni nujno, da dela boljšega človeka. Mislim pa, da ti je moče malo lažje živeti. Jaz sem imela enega partnerja, ki je Slovenec, če bo to gledal, bo to razumel, žal, ki se je blazno dobro poznal. In v njem ni bilo veliko lepote, ne zares. Ampak ravno zato, ker je nosil svoje napake. Ker je nosil samega sebe suvereno, dostojanstveno, je bil očarljiv človek. Vedel si, kaj pričakovati. Okay, kaj pa lahko še delamo s svojimi napakami?
razen tega, da jih nosimo, če jih ne moramo spremeniti, da jih nosimo dostojanstveno, ne? Pa da smo odkriti, kaj dost. No, mogoče jih lahko umetnost pretopimo, kar delam jaz. Pri vašem pisanju nikakor ne moreva niti mimo mode, niti mimo glasbe, popkulturnih referenc 80-ih let prejšnjega stoletja, ki jih veliko uporabljate in o katerih vas tudi veliko sprašujejo. Od EKV v recimo Mojstrovini do Michaela Jacksona v Plimi. Za časopis Delo ste pred leti rekli, da ste se navezali zlasti na Kate Bush. O ja, Aha. obožujem jo. Obožujete jo? Ona je pri 14 napisala besedilo za pesem, ki se ukvarja z ekološko krizo. To je bilo v 70-ih. Mother is Comfort, mislim, da je naslov. Kaj lahko še več rečem? Mislim, da je genialna. In je tudi en izmed avtoric, ki je pomembna zato, ker je literaturo pripeljala v glasbo. Ne samo literaturo, ampak tudi druge kulturne reference. Recimo v komadu Cloudbusting. Komad Cloudbusting je v bistvu posvečen Wilhelmu Reichu, enemu izmed začetnikom psihoanalize, ki sicer pol v Ameriki zblaznel in podobno. Wuthering Heights, vemo, zakaj gre. Čudovita glasbenica. Je pa, kar je zanimivo, tudi ona, kot veliko drugih mojih omiljenih avtorjev oziroma umetnikov, težka konzervativka. Kdo pa so še vaši? Erik Romer, recimo, obožujem njegove filme. Med pisatelji najbolj trenutno Rachel Cusk, še vedno britanska avtorica, tudi Annie Ernaux, pa Joan Didion, ki je tudi začela kot piska za konzervativni časnik oziroma revijo. Kako ste se počutili lani, mislim, da je bilo lani, če se navežem na Kate Bush, kako ste doživljali ta njen revival, ko je ves svet gledal serijo Stranger Things, Ja. staro in mlado, in vsi najstniki in vsi mi smo spet peli pač Running Up That Hill. Zdaj se mi je, pa kje ste bili ves ta taj? Mislim, ta komad je genialen, spot je genialen. Res, ja. In to kdaj, ne? Ja, to kdaj. Ja. Ona je ena izmed teh, kot je rekel tudi tale Neil Gaiman, ustvarjalk, ki so ogromno naredile za razvoj pop glasbe in glasbe v obče, ker pač njo kot nek navdih citirajo oziroma navajajo tudi, garage pa industrial bandi iz 80-ih. Ampak ker je ženska, mi pač ne pripisujejo take teže. Padla je mečkan skozi ta lijak, ostale so pač Jackson, pa Bowie, pa Queenie, pač ti Mad Boys, pa Madonna recimo. Pa Madonna je imela za sabo pač ameriško glasbeno industrijo, Kate je vseeno ustrajala v nekaj drugačnih okoliščinah, pač ker Britanija ni toliko parirala Ameriki. Anyways, obožujem jo, res. Katere popkulturne reference bo v novi knjigi? Kar se mi zdi zanimivo, Gilmore Girls, kot tudi v Toxic. In zanimivo je, da sem jaz to poglavje, kjer omenjam Gilmore Girls, oh moj bog, pisala v tednu, ko je Toxic izšel, in ko sem Toxic prebrala, sem si mislila, poglej, ko so bili midve mladi v istem času. Od Toxic od Eve Makovič, seveda. Tako. Ja, rejvi so, ker gre protagonistka tudi na rejv, kjer vzame ekstazi, ker je tudi, ne vem, če ste opazili, ampak v mojih knjigah je tudi nekaj substanc, več čas se pojavljajo. Ja. V Plimi marihuano? Ja, v moji prvi knjigi imamo antidepresive, imamo travo, tam ekstazijo sicer ni, so pa nekje drugje. Tudi detabuizacija? Tudi. Predvsem pa, a se lahko priznamo, da je pač na psihofarmakologiji zrasla naša civilizacija. Pardon, ampak verjetno je populacija na antidepresivih, raven zato, ker je treba mečkan znivelirati vse visceralne feelinge, kaj jih ljudje imajo. Populacije jemlje kokira
eksperimentira z drogami. Pač it's a fact of life. Ne vem, zakaj bi... Ampak zakaj tega potem ne bi o tem pisali? Zakaj o tem ne bi pisali in zakaj o tem ne bi pač dostojanstveno razpravljali. In tudi mogoče preprečili kakšne resne zaplete. Tišje, ko smo... Slabše je. Ja. Sej ošvrknete to tudi v Plimi, o v bistvu dogajanje na obali, vse prisotnost droge. Ja. In tako naprej. Katere so še stvari, Ana Schnabel, o katerih veliko razmišljate? Resentiment, ki je povezan z nasiljem, zato ker je recimo, da nasilje so izstopna vrata za resentiment. Zato, ker ga okoli sebe veliko opažam. Pa se, veste, tako kot se vsakomur lahko zgodi psihotični zlom, se lahko vsakomur zgodi tudi zlom v resentiment. Ljudje postanemo zagrenjeni, ko nekaj pač ne gre v skladu s pričakovanji, ko se nam življenje večkrat sfiži, ko imamo občutek, da smo žrtve nekih nepredvidenih okoliščin itd. Ampak jaz sem do sebe toliko stroga, da ne želim postati ta človek. Preprosto za manj se mi zdi, ker je možno tudi druge poti ven iz teh težkih, zoprnih občutkov najti. Poleg tega so ljudje, zagrenjeni ljudje oziroma ljudje z resentimenta tudi zelo obremenilni za okolico. Bodi si za svoje svojce, bodi si za družbo kot tako. Ampak če nočemo zapasti v resentiment, sva spet nazaj tam, moramo poznati sami sebe, moraš to opaziti pri sebi, kaj se ti dogaja in moraš si reči, ne, nočem postati ta človek. Ja, ne bom dajal na druge. Vsaj imeti pred sabo to ikono človeka, ki ga je resentiment v bistvu čist, zaradi tega je posem zgnil. In se odvračati od tega. Jaz ne vem, kakšni postopki so to, ampak se preprosto truditi čutiti drugače. Ali pa se drugače interpretirati svoje stanje. Ja, sej nočem zveneti kot nekdo, ki preveč odgovornosti za trpljenje prenaša na posameznika. Ker je tukaj tudi sistem, ki sistem je tisti, ki veliko prispeva. Pa hkrati pa verjamem, da smo ljudje tudi beings of agency, se pravi, da imamo nek agens, s katerim lahko, če že ne spreminjamo, interpretiramo določene dogodke. In ta interpretacija nam lahko koristi, ko se treba skozi resnično smečkem pregrista. Seveda pa jaz poročam z pozicije nekoga, ki mu je relativno ok v življenju. Rad mi ni bilo, ampak sem si naredila tako, da mi je zdaj čedalje bolj ok. Iz tega ne bi sporočala nekomu, ki se v Gazi boji za svoj obstoj. Of course. Končajva s feminizmom. Zakaj je potreben še feminizem? Ker to moramo vedno znova povedati. Vi feminizem veliko omenjate, veliko o njem govorite. Da ženske ne bojo umirale. Da ne bo toliko ženskih življenj zapravljenih, da ne bo toliko žensk revnih, lačnih, zmatranih, da ne bomo izčrpane, preprosto zato. Mislim, da gre čist za basic shit. Mislim, to, da smo si ženske v Sloveniji, kot intelektualke, že izborile nek prostor, da poročamo o tem, je the best. Ampak to je res pač... Minimum, to je vrh ledene gore. In tudi zdi se mi, da je taka kozmetika, zaradi katere se pogosto pozablja, da mogoče lučaj stran od tega, ker zdaj snemamo tale podcast, živi neka starka, ki je fucking mačjo hrano, zato ker za svoje delo ni bila primerno plačana kot ženska. To preprosto je to. Plus, nam, pripadnikom srednjega ali pa višjega srednjega razreda, ženskam, je vseeno mnogo prizanešeno. In to, da smo se mi izborile prostor, še nič ne pomeni. Pa še bele smo. To še nič ne pomeni za pripadnice nižjih manjšin, ali pa drugih razredov in podobno. Pač, to je skupen fight in ne smemo pozabljati na tisto starko ali pa na tvojo bivšo sošolko s faksa, ki živi neko drugo življenje, pa je ujeta v nekem razmerju, s katerega ne more. Pardon, malo sem se razburila. Ne, odlično. Kje se je čutilo to razburjanje? Kje v telesu? Aha. Pa v rokah.
Odlično, hvala lepa. Jaz bi se najlepše zahvalila vam, Ana Šnabel, za to, kar ste danes povedali, ampak zahvalila bi se tudi ob tej priložnosti tudi drugim gostom in gostjam. Zdi se mi, da mislim, da sem to enkrat ta teden že rekla, res dobesedno bogatite, ko pridete. Hvala. In ko vas poslušam in ko razumem neke stvari, ki mi jih pripovedujete ali pa jih začutim tudi iz svojega življenja, ampak tudi takrat, ko recimo se ne povežem neposredno, ko jaz nimam neke take izkušnje, tudi takrat me to izjemno bogati, ker jaz včasih potem še dneve, celo tedne razmišljam o tem, kaj ste mi povedali in prepoznavam neke stvari pri drugih ljudeh in tako naprej. Mislim, da nekaj od tega v bistvu ali pa veliko od tega čutijo, prepoznavajo in cenijo tudi naši gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, o tem tudi poročajo. Tako da res še enkrat hvala lepa. Hvala za povabilo in kompliment in tudi jaz redno spremljam en enak podcast. Tako da se strinjam. Hvala lepa. Hvala.